zame osebno je ta obletnica neka osebna obletnica. Zidovi pred 20 leti so bili zame in še za 3 moje kolege takrat leta 1989 tudi fizično občuteni. Te dogodke, ki so napovedovali palec Berlinskega zidu, smo spremljali iz zapora na Igu, še prej nekateri iz zapora na Dobu. Te ponovne aretacije maja leta 1989 so sprožile ponovno zborovanje na Komorskem trgu. Prebrana je bila Majniška deklaracija in to je bila formalna napoved demokratičnih sprememb v Sloveniji in tudi zahteve prve jasne izražene, množično podprte javno prebrane zahteve po slovenski samostojnosti. Skratka, te spremembe, ki se takrat dogajale po celi Evropi in za katere je bilo jasno, da bodo vplivale tudi na dogajanje pri nas, smo mi tam na Igu pričakovali še z večjim upanjem, ker smo vedeli, da je da te spremembe, ki prinašajo nek duh svobode, predstavljajo tudi zelo konkretno svobodo za nas kot posameznike in z tega vidika seveda zelitev tega spomina za nas ni nekaj neutralnega ali pa nekaj, kar je zgolj neko zgodovinsko dejstvo. Vendar ne bi zdaj zahajal v obojne teh spominov. Želel bi v tem uvodu v bistvu podati eno samo stvar, to pa je pomen zavedanja prvič sprememb, ki so se takrat zgodile in posledic teh sprememb na evropsko tranzicijo in vse to, kar se je dogajalo po padcu Berlinskega zidu, ki simbolično označuje pač te demokratične spremembe v Evropi od širitve Evropske unije, NATO, tega, kar danes predstavlja Evropska unija z novo pravno ratificirano Lizbonsko pogodbo. Skratka, teh 20 let je 20 let pozitivnega napredka, graditve nekih odnosov, nekega projekta, ki naj bi in po mojem mnenju tudi v veliki meri to počne, preprečeval vsako nevarnost, da se ponovijo časi, ki so bili simbolično zaključeni s padcem Berlinskega zidu. No, kljub temu pa je padec Berlinskega zidu tukaj prinesel tudi druge strukturne spremembe, ki so normalne, ki pa so predstavljale tudi spremembo vrednot v Evropi, pa drugačnega rangiranja teh vrednot, to je boljša oznaka, in ki se da vplivajo na današnje dogajanje in tudi na prihodne dogajanje v prostoru, katerega del smo. Pred kratkim sem bral neko raziskav, neko primerjavo dveh raziskav, ki so bili narejeni v Nemčiji pred padcem Berlinskega zidu in zdaj v 20. obletnici. Rezultati te raziskave so po mojem mnenju uporabni tudi drugod, tudi v našem prostoru, posod, kjer so družbe šle skozi tranzicijo v tem času. Raziskava narejena pred padcem Berlinskega zidu kaže, da je bila najvišje vrednotena vrednota, najvišje rangirana vrednota Nemcev pred padcem Berlinskega zidu in sicer na obeh straneh, tako v vzhodni kot zahodni Nemčiji, svoboda. Tisti na vzhodu svobode niso imeli, zato je jasno, da je bila ta vrednota daleč na lestvici prioritet. Tisti na zahodu so čutili grožnjo za to svobodo, ki je bila fizično izražena v tisočih sovjetskih tankov in milijonih sovjetskih vojakov neposredno v njihovi bližini. V tem je prišlo do sprememb in 20 let pozneje je raziskava s podobnim vprašanjem ugotovila, da se je rangiranje vrednot spremenilo. Na vrhu ni več svoboda,
ker ta ni več ogrožen. Svoboda danes v Združeni Evropi ni nekaj, za kar bi si predstavljali, da nam lahko nekdo že jutri vzame. Tukaj ni tanko neke totalitarne ideologije ali raket takšnega in drugačnega dosega. In ta grožnja ni neposredno občutna. Tukaj je grožnja mednarodnega terorizma, klimatskih sprememb in tako dalje, vendar je to bistveno bolj oddaljena grožnja kot pa tisto, kar se je čutilo pred 20 leti. No in na vrhu lestvice vrednot se danes pojavlja socialna pravičnost. Nekaj, kar je bilo sicer zelo visoko, vrednota, ki je bilo sicer zelo visoko tudi pred 20 leti, ampak še daleč ne na prvem mestu. Zdaj je to neka vrednota, ki je v Evropi daleč na vrhu in to je razumljivo. Potem, ko svoboda ni več ogrožena, pridejo v spredje druge stvari. In Evropska unija je na ta nov izziv v veliki meri s spremembami, ki jih je povzročala, ki jih je omogočala, dobro odgovarjala. Tako da ta sprememba na lestvici vrednot, saj v Nemčiji, niti v večini drugega dela, ali pa drugih delov Evrope oziroma Evropske unije, ne vodi k temu, da bi se ljudje obračali nazaj. V tem smislu, da bi želeli nazaj čas, ki je formalno ponujal najvišjo možno stopnjo socialne pravičnosti, vendar je bila to samo propaganda. Kajti, če to ne bila propaganda, potem ne bili potrebni zidovi, ki so ljudi držali na vzhodu.